GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v podcastu GFML-jevci. V podcastu gostimo bivše dijake, ki so srednješolska leta preživeli v Ljutomerski gimnaziji, potem pa se izkazali in dokazali na številnih področjih. Danes sem z vami Kaja Furlan, ob meni pa je Slavica Trstenjak. Pozdravljeni. Hvala lepa za pozdrav. Magistra Slavica Trstenjak je upokojena učiteljica in ravnateljica, ki je svoje delo posvetila delu z mladimi. Veliko ve o življenju in delu doktora Antona Trstenjaka, po katerem nosi ime tudi osnovna šola Negova, kjer je dolga leta službovala. Gostja je bila tudi amaterska gledališka igralka in ljudska pevka. Torej, tem za pogovor nama ne bo zmanjkalo. Danes ste se že sprehodili po hodnikih gimnazije. Kakšni občutki so vas preleteli? Ja, današnji pogled po prostorih gimnazije je drugačen, kakor je bil takrat, ko sem jaz gimnazijo obiskovala. Moram pa povedati, da nekateri prostori tukaj v Prekličju so podobni, kot so bili takrat. Tajništvo, potem, ki je bil ravnatelj. Drugače pa smo mi vhod imeli z tega glavnega vhoda, ne tu ob strani, kakor sedaj vi vstopate v gimnazijo. Drugače pa prenovljena telovadnica, čisto drugače večja je lepša opremljenost. Lepše imate tole vaše okolje, kakor pa smo imeli mi takrat, ko smo pred toliko in toliko leti hodili v gimnazijo. Če se ne motim, je bila vaša razredničarka učiteljica slovenščine Cvetka Hibler. Dijakom ostaja v spominu kot zelo dobra učiteljica, ki pa je bila kar stroga. Kako se je vi spominjate? Tako kot ste povedali, profesorica Cvetka Hibler je res bila naša razredničarka. Na začetku, ko smo prihajali kot mladi dijaki, kot fazani se reče, v gimnazijo, moram povedati, da je bila zelo stroga. Nas je kar nekako postavila na realna tla. Drugače pa proti koncu, ko smo šli proti 4. letniku, se pa je vedno bolj mehčala. Res je veliko zahtevala, ampak na koncu, ko pogleda človek nazaj, vidim, da je bila vseeno dobra razredničarka. Sicer pa mogoče en takšen spomin iz 1. letnika gimnazije, ko nas je učila slovenščino, po večini je predavala književnost. Imeli smo vsake 14 dni samo jezikoslovje, tako da je velik poudarek dala književnosti. Pisali smo tudi spise, to so bili eni taki zeleni zveščiči. Ne vem, kako bi bil tale format, večji kot je mogoče nekje manjši kot format A4, zeleni zvezki so bili in tam smo pisali šolske naloge. Enkrat se spomnim, čisto na začetku mojega obiskovanja smo pisali prvo šolsko nalogo in jaz sem seveda bila navajena, da pišemo, kako lepo šumlja potoček, kako šumijo drevesca in tako naprej, ne. Ona pa tega ni marala in seveda marsikatera dijakinja tega njenega stila še ni poznala in jaz se spomnim, kak je moj zvezek poletel po celi učilnici, da smo kar lovili te svoje zveščiče, zato ker to njej ni bilo všeč. In to je bila taka prva zdrava lekcija, da smo začeli gledati malo bolj realno na življenje, ne samo na žuborenje in na šamotanje, ampak na to, da smo začeli stvari bolj realno prikazovati. To se pravi, bila je res učiteljica za življenje. Kako pa se spominjate vaših sošolcev? Kakšen razred ste bili? Bili smo zelo povezan razred. Moram povedati, da smo včasih tudi kakšne lumparije skupaj napravili, smo tudi znali skupaj držati. Kadar smo se kaj dogovorili, da bomo kaj izpeljali, smo tudi izpeljali. Res je, da mogoče so bili nekateri odnosi med nami, med sošolkami, dijakinjami, bolj povezovalni. Fantje so imeli svoje skupine. Tako da, jaz sem imela kar nekaj takih sošolk, s katerimi še danes imam stike, s katerimi se še danes slišimo. Bi pa želela mogoče ob tej priložnosti povedati, kako je enkrat v 2. letniku bilo
bilo, ko je učiteljica kemije prišla v razred in je rekla, zdaj pa pišemo kemijo. Ampak to je bilo takrat, v tistem času, se ni nič napovedovalo, ne spraševanje, ne tako, bom rekla, vmesno preverjanje znanja. To je pride učitelj, pa samo reče tako, liste na mizo in pišemo vprašanja. In mi smo malo zaslutili, ker je razred pred nami, takrat A razred, pisal kemijo, mi pa smo imeli športno vzgojo, pa smo rekli, mi pa ne bomo. In smo se res zmenili, ne bomo pisali, kaj pa nam profesori tako nenapovedano povejo. In to še celo bil ponedeljek. Ne? Sami veste, ne? Kako so ponedeljki take bolj, ne? Da vseeno so kakšne druge stvari bile bolj na prvem mestu, kakor pa učenje. In seveda, ko učiteljica kemije ugotovi, da ne vzamemo in ne položimo teh papirjev na mizo, ponovi, papir je na mizo, pisali boste, nobeden ni nič napravil. In odpre odredovalnico in vpraša prvega po abecednem redu, boš pisal? Ne? In nastala je gromka tišina in takrat je tisti prvi po vrsti rekel, ne, mislim, koliko poguma je zbral, ker je od njega bilo odvisno, kaj bodo ostali rekli, tako da smo mu kasneje čestili, rekel ne. In seveda tako po vrsti je vsakega izmed nas vprašala, ali bomo pisali. Seveda smo potem že bili malo bolj pogumni in smo vsi rekli ne. In seveda kaj? Ne je pomenil cvek v redovalnico. In to smo vsi dobili po vrsti cveke in potem nam na koncu ure napove, pisali pa boste sedaj, čez en teden, pišete. In seveda vprašanja so bila strašno težka, tako da boljše ocene od 3, tudi tisti najboljši, ki so znali kemijo, niso pisali. In to smo si tako zapomnili. Ampak tukaj je bilo tisto, ne? Držali smo skupaj. In skupaj bili v težavah in skupaj potem težave reševali. To je en takšen lep spomin. Tako mora biti. So gimnazijski učitelji vplivali na vašo izbiro študija? Odločili ste se namreč, da boste postali učiteljica. Jaz sem se odločila za učiteljski poklic že v osnovni šoli. Že ko sem stopila v prvi razred, mi je tale učiteljski poklic pomenil nekaj nebeškega, nekaj najlepšega na svetu, kar sploh lahko obstaja. Tako da sem jaz celo življenje sanjala o tem, da bom učiteljica in ni mi žal. Je pa res, da sem vmes malo razmišljala, katere vrste učiteljica bi bila. V osnovni šoli smo imeli odlično učiteljico zgodovine in geografije. In seveda jaz bom učiteljica zgodovine, ker je zgodovino pripovedovala kot pravljico. In ko pridem sem v gimnazijo, je bila odlična učiteljica biologije in kemije. In jaz sem se odločila, da bom šla študirati biologijo in gospodinstvo. Ampak zgodilo se tako pač, tale študij je bil samo v Ljubljani. Takrat pa finančna sredstva mojih staršev niso bila dovolj velika, da bi mi lahko omogočili študij v Ljubljani. Tako da sem se morala pač odločiti za neko drugo izbiro in sem se odločila potem za učiteljico razrednega pouka. In sem potem se vpisala na akademijo, to je bila 2-letni študij in kasneje potem še doštudirala, kak je bila potem profesura organizirana. Ne? Kakšen je po vašem mnenju dober učitelj? Ja, dober učitelj mora začutiti učenca. V bistvu mora biti učitelj že kot rojen z nekim poslanstvom, z neko ljubeznijo do otrok, da mu je to zelo pomembno. Pravijo, da učitelju je učiteljstvo dano že v zibelko. Ni vsak učitelj dober učitelj, tudi če doštudira. Ampak učiteljski poklic pomeni, da se razdajaš z vsem srcem, da imaš otroke rad in to na takšen način, da ti otroka spoštuješ, ker če boš ti otroka spoštoval, bo to vzajemno spoštovanje tudi nazaj. Takrat ne boš imel nekih težav z avtoriteto v razredu. In učenec, otrok zelo, zelo dobro ve, prečekira, kateri učitelji so pravi učitelji, ki so pošteni, pravični, ki z ljubeznijo učijo.
čutijo učitelja, ki mu je mar za njega. No, in to je tisto, kar bi jaz rekla za učitelja. Dober učitelj mora živeti za svoje učence, za svoje dijake. Se spomnite svojih prvih učiteljskih korakov? Moji prvi učiteljski koraki začeli so se na osnovni šoli Radenci. Takrat je bila to celodnevna osnovna šola. Ampak takrat kot začetnik si bolj kot vajenec. Takrat sprejmeš vse. In jaz sem bila na tej osnovni šoli zjutraj od 7:30 pa potem do 3. ure. In sem učila vse, kar je pač ostalo, ne. Od takrat zjutraj je bila neka ura telovadbe, takrat sem učila in športno vzgojo, takrat smo rekli telesna vzgoja, potem sem imela spoznavanje družbe, potem sem šla v 1. razred, sem imela lutke, pa imela sem tudi glasbo. To se pravi, vse, kar naprimer, bom rekla, nekateri drugi učitelji niso želeli ali niso mogli učiti, posebej glasba na razredni stopni, je bila za nekatere učitelje zahtevna, ker je bilo potrebno znati peti, ker je bilo potrebno znati vzeti instrument v roke. Jaz sicer moram povedati, nisem imela s tem težav, ker sem zelo rada pela. In tako da meni to ni bil problem. In v začetku je ravno tako, kot vajenec, ne. Mojster mu da najprej v roko metlo, da se nauči pometati in potem zraven gleda, posluša in se na tak način uči. Tako, naprimer, sem se jaz učila od vsega začetka, ne, kjer so me potrebovali, tisto sem pač upravljala in si hvaležen za to, da imaš prvo službo. Bi rekli, da so tej koraki bili zahtevni? Pa niti niso bili tako zahtevni, mogoče časovno razprto, ne, vmes je kar nekaj lukenj bilo, ampak tudi v tistih luknjah si se marsikaj naučil. Si postoril ukaz, kot didaktične pripomočke sem pomagala razredničarki delati, ali pa naprimer, da smo otroke kam peljali na kakšne izlete, ali da sem bila kot spremstvo nekje, ali da sem šla v šolo v naravi, ker pač učiteljica zaradi bolezni ni mogla. To se pravi, kot mlada učiteljica sem dobila kar precej različnih izkušenj. Ni pa mi bilo težko, ker če rad delaš svoj poklic, ti nič ni težko, rad delaš. Točno tak. Zagotovo ste z leti in izkušnjami spremenili svoj slog poučevanja. Kako ste se razvijali in prilagajali svoje poučevanje novim generacijam? Jaz bi takole povedala, jaz sem se zelo rada pripravljala na pouk. Čisto tiho bom povedala, da ravno priprav nisem redno pisala, da bi vsako leto na novo napisala, ampak imela sem svoj način pisanja, to se pravi pripravo za cele poglavja matematike, cele poglavja za slovenščino in tako naprej. Bolj mi je bilo pomembno, da takrat, ker generacije so pa različne, da sem si pripravljala učne liste na takšen način, ker sem ugotovila, da pri posameznih generacijah šepa ali pa naprimer izstopajo in je potrebno še poglobiti znanje. Takrat, ko sem jaz učila še v 8-letni osnovni šoli, je bila slovenščina zelo težka. No, moram reči, da so takrat tisti učenci se morali kar podrobno učiti v 4. razredu 8-letke slovenščino, ki je danes, bom rekla, v 6. razredu pa v 7. Je bilo kar zahtevno in naporno. Ampak je šlo. Ne, seveda z nekimi prilagoditvami, ki jih pač kot učitelj zaznaš. Kasneje moram povedati, da pa sem postala ravnateljica, nisem več toliko šla v razred, kolikor naprimer sem seveda počela druge menedžerske in pa druge odgovornosti, bolj za organizacijo. Ampak jaz sem vedno ostala še, ker učiteljica je moje poslanstvo. Vsako leto sem si prihranila vsaj 1 uro ali pa 2, da sem poučevala. To je od začetka moje kariere pa do moje upokojitve. In to je bilo zelo različno, ne. Učila sem tudi enkrat na osnovni šoli Gornja Radgona biologijo, zato ker učiteljica, to na predmetni stopni, ker je učiteljica bila na dolgotrajni bolniški, nismo mogli dobiti nobenega učitelja za biologijo. In jaz sem takrat bila pomočnica ravnatelja
In nič kaj, treba je pač sprejeti tudi to in sem poučevala biologijo, ampak meni je biologija bila srčni predmet, tam v 7. in 8. razredu in to kar eno celo polletje. Način poučevanja se je spremenil. Zato, ker takrat, ko si na začetku moje kariere, so učenci lepo pridno sedeli, so naprimer se jim dal nalogo, so reševali. Bil je res drugačen način poučevanja. Ampak kasneje se tudi način vzgoje, tudi način dela z otroci spremenil. Prihajali so otroci s posebnimi potrebami in se je bilo potrebno pripraviti tudi nanje. Nisi mogel več imeti za vse učence enake naloge, ampak si se moral prilagoditi kot učitelj. Ne? Nekateri potrebujejo dalj časa, nekateri potrebujejo težje naloge, večje izzive, nekateri pa še tiste osnovne stvari morajo utrditi. Tako da se je potem v tem drugem obdobju mojega življenja, mojega delovanja, se je spremenil način poučevanja. Je drugačen, ni več tisti za katedrom, ne, ampak si postajaš vedno bolj del učilnice in si z njimi. Pedagogika vas je spremljala vse življenje. Nenazadnje ste znanstveni naziv magistrica prejeli za magistersko delo primerjava vrednot slovenski osnovni šoli z vrednotami v delih doktorja Antona Trstenjaka. Katere vrednote, ki jih najdemo v učnih načrtih, bi izpostavili kot najpomembnejše? Aha, ja, res. Jaz sem pripravljala tole magistersko nalogo. Pripravljala sem takrat, kadar so v osnovno šolo je prišla obveza, da moramo pripraviti v osnovnih šolah vzgojni načrt. Ugotovilo se je, pa nekatere tendence so bile tudi take, da bi naj šola samo izobraževala. Ampak izobraževanje brez vzgoje je nemogoče. Vzgoje ne moremo izključiti, ker je vzgojno-izobraževalna ustanova, tudi tukaj je besedica vzgoja na prvem mestu. Ne? In to je nemogoče izključiti in tudi se ne sme. In vzgoja je tisti, ki je prvi del, tudi učitelj za svojim zgledom, za svojim delom, za svojim načinom poučevanja, za svojim odzivanjem na učence, dijake, vzgaja, jim nekaj sporoča. In biti učitelj ne pomeni, da ti z zgledom moraš biti učitelj vse življenje, v katerihkoli situacijah, ne samo v šoli, ampak tudi, ko greš v trgovino, ko greš na kakšno prireditev ali ko si na cesti. Ti kot učitelj moraš neprestano biti za zgled. Katere so torej tiste vrednote, ki bi bile zelo pomembne v naših učnih načrtih? Ja, ko sem jaz pregledovala učne načrte, na žalost moram ugotoviti, da pri tistih predmetih, kot je na primer domovinska in državljanska kultura in etika, tam je bilo najmanj vrednot. Žalostno. In jaz sem tudi v svoji magistrski nalogi predlagala, da naj še enkrat prečekirajo, prevetrijo tale učni načrt, ker je tam vrednot premalo, ker ne vzgajamo tam nekih v ciljnih poglavjih, da bi se bolj osredotočili na vrednote. Jaz sem tudi način ocenjevanja podala drugače. Sem mislila, da bi ocenjevali to, kako so otroci, učenci solidarni, kako pomagajo, kaj za druge naredijo, da bi to bila, na primer, kakšna ocena. Ne pa samo tisto znanje, da se napifla, pa da potem zdeklamira. Ne? Ampak, na primer, njegov način življenja, kako je njemu mar do sošolca, ki potrebuje pomoč, do tistega, ki je invalid, kako tistemu pomagajo, tistemu, ki ima zlomljeno nogo, da mu pomagajo nesti torbo. To se pravi na tak način, da nekateri učenci so to pogosteje se odzivali, kakor pa nekateri. In se je zgodilo, naprimer, da tisti, ki so bili sočutni, so imeli slabo oceno zato, ker se niso bili sposobni toliko naučiti, ne? Kakor pa tisti, ki so naprimer bili brihtni, pa jim ni bilo toliko mar za sošolca. Ne? In jaz bi takemu dala lepo oceno. Seveda, ampak jaz si ne morem zmišljevati šolskega sistema in ga prilagajati, kakor bi jaz želela. To se pravi, v tem učnem načrtu bi jaz, pa mislim, da še vedno ni nekih posebnih vrednot izpostavljenih ali da bi bila kakšna poglavja, da bi to opredeljevali. Največ vrednot je bilo pa v učnem načrtu za angleščino.
Zanimivo, ne? V tujem jeziku. Ne? So vedno znova iz vsebin, iz besedil, ki so jih obravnavali pri pouku, so izhajale vrednote. Katere so tiste, ki so pač najpomembnejše? Zdaj pri vzgojnih načrtih je bilo izpostavljeno spoštovanje, odgovornost, znanje. Ne, naprimer, o poštenosti ni bilo dosti govora, ki je Trstenjak postavljal v ospredje. Dijaki in učenci so izpostavljali družino, družina jim je bila pomembna vrednota, ko sem jih spraševala. Znanje je bolj tak, ne vem, kaj se dogaja z našo mladino, pa z našimi otroci, da v začetku tako strašno radi gredo v šolo, potem pa nekje to zanimanje zamre. Ali smo to učitelji krivi, ali je to kriv sistem, ali je to način poučevanja, ne vem. V glavnem, nekaj na celotni ravni našega slovenskega šolskega sistema moramo preučiti in spremeniti, da bodo naši otroci radi hodili v šolo. Jo. Z magisterskim delom ste se poglobili v življenje in delo doktorja Antona Trstenjaka. Letos praznujemo tudi Trstenjakovo leto, saj mineva 120 let od njegovega rojstva in 30 let od smrti. Kaj menite, zakaj bi nam moral biti ta znani slovenski psiholog, antropolog, filozof in teolog za vzor? Joj, to je mislec za vse življenje. Tisti, ki si vzamejo toliko časa in ga začnejo prebirati, če ravno je živel v prejšnjem stoletju, še vedno je aktualen, da je veliko dobrega za našo prihodnost in to, kakšni bi morali biti. Trstenjak je bil veleum. On je bil na vseh področjih je znal. Naprimer, bil je, kot ste sami povedali, in psiholog, in antropolog. Kot psiholog se je veliko ukvarjal z barvami, študiral. Celo je bil Trstenjakov zakon. To se pravi barve prostora, kako bi naj prostor obarvali, da bi se v njem dobro počutili. To pomeni tudi barve negovske šole, tisto šolo, kjer je on obiskoval, je rekel, da morajo biti svetle, tople, da vsakdo, ki stopi v vanjo, da se počuti dobrodošlega. In to so take med oker, med rumeno, med oranžno barvo. Ne? Rekel je, zelena barva pomirja in da mora biti zelena barva v zbornicah. No, v zbornicah. Vidiš, to sem že jaz malo starejša, da moram malo pomisliti v zbornicah, ker da se v zbornicah učitelji ne bi štukali. V prleščini je povedal, ker on se je imel za prleka, če ravno tam v Rodmošci je bolj tak, je današnji geografi ga ne bi opredelili za prleka, ampak Trstenjak bi bil kar jezen, če bi rekli, da ni, zato ker je on upošteval tisto opredelitev po meliku. Potem je rekel oranžna, da mora biti v jedilnicah, da to spodbuja tek. Da stropi ne smejo biti temne barve, ampak da mora biti od zemlje, od spode mora iti gor temno in vedno svetlejše, zgore pa je kaj, je sonce, je rumena barva, svetloba je, obzorje. No, to se pravi, to je potem bil psiholog. Kot psiholog je bil tudi Samarijan, je zelo veliko pomagal ljudem v težavah in ni zahteval nobenega plačila. Potem je bil antropolog, preučeval je človeka, to se pravi, kot človek, njegov rek je, za človeka gre. Človek, človeku, človek. To se pravi, da moramo biti ljudje do drugega prijateljski, da moramo poskrbeti drug za drugega. In kaj je še rekel? Rekel je, da ker je bil tudi domoljub, rekel je, da kot majhen narod se bomo izgubili v množici teh velikih narodov, če ne bomo poskrbeli za slovenski jezik in če ne bomo držali skupaj. In kot majhen narod moramo držati skupaj. Če ravno se sliši, da smo prepirljivi in da bi se kregali in smo nevoščljivi. Ampak v ključnih situacijah moramo držati skupaj, da se kot narod obdržimo. Tako kot smo se takrat bili, ko smo se odločali za samostojno Slovenijo. Dan samostojnosti in enotnosti rečemo, ker se nas je toliko odločilo, da znamo potegniti skupaj. Znamo in zmoremo, vendar pa vmes je tako malo, nekje lebdimo naši ljubi Slovenci. Doktor Trstenjak je, kot ste že rekli, med drugim raziskoval tudi psihologijo barv. Kako ste v času svojega ravnateljevanja sledili tem spoznanjem o vplivu barv na človeka?
No, nekaj sem zdaj že prej omenila, ne, to se pravi, da vsakdo, ki pride v šolo, da se počuti sprejetega, dobrodošlega. Mi sedaj ohranjamo te barve, ki jih je določil Trstenjak. V letu 96 je bila postavljena tista dodatna šola, nova zgradba šole in v tej je določil barve, ampak hkrati smo potem pobarvali še učilnice v starem delu šole. Tako da so nekje, če pridete na Negovsko šolo, vse bolj takem rumenem, svetlem stilu, tudi sama fasada zunaj je tako napravljena. Ja, tako da v tem smislu barve pomembno vplivajo na človeka in ne bi se mogoče želela ponavljati, kar sem že prepovedala, od spodaj navzgor, ne, temno gre proti svetlemu, ne, zemlja, trava, potem je tale vmes je oranžna, ne, obzorje, potem pa pride do sonca, kjer je rumena barva in potem bela svetloba, tam, kjer je večnost, ne, ja, tako je Trstenjak priporočal, ne. Včasih tudi je prišel na nekšno šolo ali pa na kakšne prostore in je videl, da so zgoraj temne barve, ne. Je rekel, to slabo vpliva tudi na produktivnost delavcev, ker so njega vabili tudi na določene v tovarne, da so tam pobarvali tako, kakor je on želel oziroma svetoval, da so potem povečali produktivnost delavcev. Zanimivo. Kaj pa ostala področja Trstenjakovega raziskovanja? Katera so vas najbolj pritegnila in zakaj? Ja, mene je zelo pritegnila grafologija. Čeravno, jaz sem prebrala tole knjigo, ne samo enkrat, dvakrat, zato ker me je pisanje z roko zelo pritegnilo. Zakaj? Zato, ker ugotavljala sem, da naši učenci vedno manj pišejo z roko. In če že pišejo z roko, če zahtevamo, da pišejo s tiskanimi črkami. Ni več pisane črk, ne? In tale pisava da človeku nek značaj, neko potezo, ne? To se pravi, takoj se ve, tudi iz same pisave je Trstenjak znal razbrati po karakterju, kakšen je ta človek. Sicer je to težko danes, ne? To ni neka znanost, grafologija, ampak je to bolj neki občutek, to je bolj nek koniček bil za Trstenjaka, s katerim se je ukvarjal. Vendar pa on bil takole dobro zverziran, tako da je celo bil poklican tudi na sodne obravnave in je potem tam razčlenjeval te pisave zapornikov ali tistih obsojencev. Danes pisanje s pisanimi črkami pomeni, da si razvijaš tudi možgane. To danes premalo poudarjamo, ne? Ampak jaz sem premalo glasna in ne zmorem tako daleč, ne seže moj glas tako daleč, da bi povedala, da pisanje z roko je bogastvo, ne samo kot značajska poteza, ampak tudi kot miselni razvoj, ker potem tudi naši nevroni v možganih drugače delujejo, kot če mi tipkamo na računalnik ali če tiskamo tiskane črke z roko. Zelo zanimivo. Dolga leta ste bili tudi ravnateljica na osnovni šoli doktorja Antona Trstenjaka Negova. Kakšne so bistvene razlike med delom učitelja in ravnatelja? Ja, jaz sem ravnateljica postala zato, ker sem želela spremeniti okolje. Želela sem oditi iz velike šole in pokazala se je pač priložnost, da v Negovi se bo odprlo prosto delovno mesto in takratna ravnateljica me cel čas že nagovarjala, pride v Negovo. Jaz sem Negovo poznala, ne? In ni mi to bil tuj kraj. No, na koncu sem se potem po temeljitem razmisleku sem se odločila in sem pač šla. Je pa delo ravnateljevanja bistveno drugače, kakor pa na primer poučevanja. Dobiš čisto drugačno sliko, en helikopterski pogled, ne. Sicer meni nastop ravnateljskega mesta ni bil tak strašno težak, ker sem bila že prej 6 let pomočnica takratnemu ravnatelju in sem poznala stvari, kako tečejo in kako se kateri dokumente je potrebno oblikovati, tako da tukaj sem imela neko podlago. Je pa tukaj kot biti ravnatelj zelo pomembno delo z ljudmi.
delo z zaposlenimi, delo za učenci, delo z starši. Tu moraš biti diplomat. Ne, to je eno. Potem pa so še tiste finančne stvari, ne, biti menedžer. Kot učitelj nisi usposobljen za take stvari, nisi pravnik, ne, nisi ekonomist in potem naenkrat moraš vse to znati. Tako da ni bilo tako enostavno, ampak gre. Naprimer, če imaš rad šolo, če rad to delaš, potem vse zmoreš. Ja. Bi rekli, da vam je bilo bolj všeč poučevati ali biti ravnateljica? Ja, bolj mi je bilo všeč poučevanje. Jaz sem potem zadnji 2 leti pred upokojitvijo sem se odločila, da bom zapustila ravnateljsko mesto kot funkcijo, da pa bom raje šla spet v razred. Ampak ne v razred kot učiteljica, ampak v podaljšano bivanje. In sem potem bila v podaljšanem bivanju zadnji 2 leti. Zdaj, sicer lahko si predstavljate, ne? Delo v razredu, delo ravnatelja, potem pa naenkrat greš v oddelek podaljšanega bivanja, greš živ. Ne? In jaz sem takrat mislila prvi 2 meseca, da ne bom zdržala, ker nisem bila navajena. Ne? Jaz sem to imela tako. So bili učenci v razredu, so lepo mirno sedeli, ne, so ubogali, ne, si se lahko pogovarjal, so te poslušali. Ta mali vrvež, pozabila sem povedati, da je dopil 1. razred, ne? Ta mali vrvež, pa je to tak, ne? To so pa vse naenkrat. Iz vseh koncev tisti glasovi, ne, učiteljica to, nisem znala, koga ne poslušam, ne? Vsi so želeli imeti mojo pozornost. Dokler potem se moraš zorganizirati in najti tisto pravo pot. Potem pa je steklo. Se organiziraš urnik, ne? In je pa bolj sproščeno. In mi je bilo lepo, zelo lepo. Kaj je po vašem mnenju bil največji izziv za ravnatelja? Ja. Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka je majhna šola. In zgodilo se je v enem obdobju, da nam je zelo začelo primanjkovati učencev. To se pravi, je bil vpis v 1. razred zelo nizek in so se začele pojavljati težnje o kombiniranem pouku. In to pomeni, če je kombinacija, je en učitelj manj, to se pravi, kadrovsko je potrebno potem krčiti zaposlene. Starši niso bili navdušeni nad kombiniranim poukom, ne? Ministrstvo pa ni dalo denarja, da bi pač ostali kot majhna podeželska šola, ker smo na tem ogroženem območju, ne, da bi nam sofinancirala še pač oddelek, ne, čisti oddelek, ker nas je bilo premalo. Ampak jaz pravim, na nek način se je vse uredilo. Mogoče tudi dr. Trstenjak tam zgoraj imel svoje prste vmes, da je poskrbel, da smo kot njegova šola ostali kot matična šola. Pomagajo tudi takratni župan Stanko Rojko, ki je potem vseeno omogočil, da smo ostali kot matična šola. Tudi če nas je bilo manj, to se pravi tudi po 6 učencev v oddelku, smo vseeno bili v enem razredu. In na tak način se je potem šola ohranila kot matična šola, ampak to so bili strašno težki časi. To moram povedati, da noči nisem spala, razmišljala, kako naj tako situacijo rešim, ker po eni strani želiš, da ohraniš šolo, po drugi strani želiš, da imaš kvaliteten kader, ker smo ga tudi imeli, ker kvaliteten kader ti odide. Ne, če je to ni več kombinacija, če je kombinacija, potem iščejo druge izzive. Ne? Tako da, naprimer tudi svetovalni delavci, ne? Smo imeli dobre svetovalne delavce in če ne bi imeli dovolj ur, dovolj deleža zaposlitve, odidejo. Ne? Tako da to je bilo eno zelo, zelo težko obdobje. Drugo težko obdobje pa je bilo, ko smo želeli priključiti vrtec k osnovni šoli. Tudi tukaj niso bile enostavne stvari, smo se morali kar za to potegovati in hvala Bogu je spet takratni župan povedal, tak bo. Zdaj, ko ste se upokojili, pogrešate kaj direndaj šolskih hodnikov in otroško radovednost? Jaz imam direndaj zdaj doma. In sicer jaz sem babica, imam 7 vnukov, za 5 vnukov pride dnevno k meni, tako da direndaj se nadaljuje.
tako od časa do časa bi šla za kakšen dan v šolo, da malo med tiste otroke, ki sem jih imela podaljšano bivanje, in ko pridem, me vidijo to, je toliko objemov še spet za naprej in za nazaj, teh otročkov, ki sem jih imela v podaljšanem bivanju. Drugače pa sedaj prihajam na šolo zaradi tega, ker organiziramo v tem letu Trstenjaka kar nekaj prireditev. Zdaj smo imeli simpozij v mesecu aprilu, tako da smo potem tudi gostili pomembne strokovnjake, ki poznajo doktorja Trstenjaka. Sedaj pa smo imeli 19. maja okroglo mizo, in sicer izzivi in prihodnost manjših slovenskih šol. Tako da tudi tukaj sem bila kot moderatorka nagovorjena, da to okroglo mizo vodim, in je kar precej dela, moram povedati. Ampak ni nič težko, ne, za doktorja Trstenjaka, ker mi je pomembno, da ostane njegovo ime živo, da to počnemo, ker dokler se o njem govori, tako dolgo živi. Točno tako. Kulturno udejstvovanje ima v vašem življenju pomembno vlogo. Bili ste aktivni na področju amaterskega gledališča, v predstavah ste igrali in jih tudi režirali. Prav tako ste peli in ohranjali slovensko ljudsko pesem. Kaj vam pomeni ta kultura in umetniško ustvarjanje? Jaz sem bila celo življenje takšen bolj človek, ki sem rada pela, kulturno usmerjena. In sicer že od vsega začetka sem pela v pevskem zboru, igrala sem tudi instrumente, kitaro sem igrala, takrat, ko sem študirala, sem igrala klavir, tudi kasneje nekaj časa še. Tako da petje meni pomeni, sopotnico skozi življenje. Ne? In tudi doma v družini smo veliko peli, moja mama in moj oče sta tudi rada pela, tako da je neko nasledstvo bilo tudi v meni. Pela sem tudi 43 let sem pela v Kulturnem društvu ljudskih pevk. Žal nam je sedaj naša vodja umrla, ker je bila že čez 90 let stara, in na nek način nas je ona držala skupaj. Glede igranja, mogoče tudi vaš ravnatelj je bil tisti, ki je režiral eno izmed teh iger, v kateri sem igrala. Režiserka sicer nisem bila, sem pa rada igrala. Ne? Najbolj so mi odgovarjale take vloge, ki so bile nekaj posebnega, neka čudaška teta, ne, ki vse komandira, ali pa nekaj takega. Igrala sem tudi čistilko, ne, ki vse prisluškuje in tak. Mislim, take posebne vloge, drugačne, odštekane vloge so mi bolj odgovarjale, te sem rada igrala. Igrala sem pa tudi Barbaro v Celjskih grofih, ne, tako da, vse možne stvari, Kaj menite, da umetniško ustvarjanje prinaša posamezniku? Zadovoljstvo, ljubezen, umirjanje, ne? Če ti to nekaj pomeni, naprimer ravno ko z vnuki tudi pojemo neke pesmice, sicer raje poslušajo kakšne take hudomušne, ne? Naprimer Naš maček je ljubco imel ali pa kaj takega, ne? Da se ta tradicija slovenske ljudske pesmi ohranja. Morda še to povem, da sedaj, ko sem se upokojila, celo življenje sem si želela, da bi rada igrala citre. In sedaj mi je končno uspelo, pri 60 letih mi je moja družina kupila citre in zdaj hodim v glasbeno šolo. Tako da, nikoli ni prepozno, želim povedati. Glasba je moja življenjska spremljevalka. Komu ali čemu pa zdaj posvečate največ prostega časa? Kot sem že prej omenila, svojim vnukom. Potem veliko časa je, naprimer, dela na vrtu, okrog hiše, potem igranju citer, to se pravi nekaj zase. Postala sem članica kmečkih žena zaradi ročnega dela, to se pravi, sicer sem že prej znala delati ročno delo, ampak sedaj mi je dobro in prijetno v družbi teh naših gospa, ki me kaj še naučijo. Drugače pa, življenje teče naprej, ogromno dela je, in je res. Jaz nisem verjela, da tisti, ki so se pred mano upokojili in so rekli, da takrat, ko si upokojen, da nimaš časa. Res je to, nimaš časa, zato ker ti drugi toliko dela nalagajo, ne? Si misli, ona je v penziji, ona ima čas.
Ne? In zdaj pa to naredi, ti so uredi, tja beži, tega zdravnika pelje, ne? Tako da je tako. Kaj pa berete kaj? Najdete čas za branje? O ja. Jaz sodelujem v 2 bralnih značkah in sicer sodelujem v bralni znački za odrasle, v knjižnici Gornja Radgona in pa v knjižnici Murska Sobota, tako da zdaj tole bralno značko v Murski Soboti sem zaključila, zdaj pa se pričenja branje za bralno značko v knjižnici Gornja Radgona. Letos, ker je Trstenjakovo leto, bo več del posvečenih doktorju Trstenjaku. To se pravi, zdaj jaz ne vem, kaj bodo dali, sem že 2-krat vprašala, pa še niso imeli pripravljenih, ampak jaz verjamem, da sem skoraj vsa dela od Trstenjaka prebrala, posebej tista, ki so izdajali v Mohorjevi družbi, ki so bila poljudno znanstvena. In so izhajala leta in leta takrat, ko je za novo leto prišla tisti koledar, je hkrati bila tudi ena izmed Trstenjakovih knjig. Drugače pa knjiga o slovenska poštenost, ne, biti človek. So pa tudi strokovne knjige, naprimer te psihologije, to pa so tako težke knjige, da jih ne berem. Po 20 straneh, ko sem začela psihologijo brati, je bilo konec. Nisem razumela, ker Trstenjak je obvladal visok znanstveni jezik, ampak znal se tudi približati preprostemu človeku. Približali sva se koncu najnega pogovora. Kaj bi sporočili našim poslušalcem? Kaj je najpomembnejše v življenju? No, zdaj, če izhajamo iz doktorja Trstenjaka in glede na to, kako smo bili priča v tem predvolilnem in volilnem in sedaj povolilnem obdobju. Res je, naj smo ali levo, ali desno, ali zgoraj, ali spodaj, kjerkoli že. Slovenci smo deloven narod, smo odličen narod, imamo toliko dobrih kvalitet. Zmoremo pa tudi to, da lahko držimo skupaj. In moramo držati skupaj. To nam je povedal doktor Trstenjak, da naj pozabimo na zamere, pozabimo na to, kdo kje kaj je, kakšna je politična ali verska usmerjenost. V bistvu smo ljudje in človeku moramo biti človek. Hvala za takšno lepo misel. Slavica Trstenjak, hvala, da ste gostovali v našem podcastu in nam predstavili svoje izkušnje in vrednote. Želim vam še veliko lepih trenutkov z vašimi najbližjimi in radosti s stvarmi, za katere morda prej ni bilo časa. Najlepša hvala za vaše lepe želje. Tudi meni je bilo prijetno obuditi spomine na moje dijaške čase. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas o nas, priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komurkoli. Adijo! GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki. Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomere.